Definiramo pokojnino kot redni mesečni prejemek, ki ima osnovo v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Tega doslej ni bilo, ne v sedanjem zakonu, ne v spisu vlad. Mi želimo s tem jasnim sporočilom začrtati eno novo smer, to je smer, da bo pokojninska blagajna, seveda blagajna, kjer bodo zavarovanci vlagali, zavarovali svojo starost in potem tudi prejemali ustrezno pokojnino na osnovi tega zavarovanja. Predlog sloni na predpostavki, da je za 40 let dela dovolj za polno pokojnino. Definira pogoje za pridobitev starostne penzije na pogoje 40 let zavarovalne dobe brez dokupa. To je zavarovalne dobe, ki temelji na delovnem razmerju, pa ni nujno tudi, da je to delovna doba, kajti lahko je del te zavarovalne dobe brez dokupa tudi nekdo recimo na zavodu za zaposlovanje, ko torej ne dela, pa se mu kljub to šteje, kot da je delal. Podobno seveda tudi vse ostala nadomestila, ki jih dobimo iz delovnega razmerja, pa niso takrat pač ljudje ne delajo, recimo kot je starševsko nadomestilo, ne nazadnje tudi odsotnost dela zaradi bolezni in podobno. In 40 let ob izpolnitvi 60 let starosti bo dovolj za polno penzijo. Pomembno je seveda tudi to, da za to spremembo, s to reformo izenačujemo položaj moških in žensk, seveda za različnimi prehodnimi obdobji. 40 let zavarovalne dobe brez dokupa, 60 let starosti velja za oba spola. Pogoji za predčasno pokojnino so podobni, vendar je pa tam potrebno imeti 40 let zavarovalne dobe z dokupom. Torej, tu se dokup upošteva in nekdo, ki je 60 let star in ima 40 let zavarovalne dobe z dokupom, lahko gre v predčasno pokoj. Dobiva seveda potem v nekem stabilnem obdobju tudi pokojnino z malusi, pri čemer v prehodnem obdobju ne dobiva pokojnine z malusi. Prehodno obdobje je do leta 18.